pomešali. Tako da kar izvolite, predajem besedo predsednici Trgovinske zbornice. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v imenu Trgovinske zbornice Slovenije. Zahvaljujem pa se tudi našim današnjim govorcem, da so se odzvali na to tiskovno konferenco, da imajo tudi priliko iz svojih lastnih izkušenj in razmerij, ki sledijo zaprtju trgovin ob nedeljah, povedati svoje posledice oziroma kaj pravzaprav sledi temu. Ravno tako boste lahko na panoju videli slajde, ki se vrtijo in so vsebina nekako tudi današnje tiskovne konference, nekoliko bolj v detajle gre. Gradivo vam seveda lahko v celoti tudi pošljemo. Kot že rečeno, je moje osnovno izhodišče danes, da se oslonim na zaključke oziroma sklepe Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije. Ti sklepi pa so sledili presoji predlogu sprememb in dopolnitev zakona o trgovini, ki ga je v zakonodajni postopek vložila stranka Levice. In kot veste, prvo branje po splošni razpravi je bilo zaključeno in poslanci so bili večinsko naklonjeni temu, da se trgovine ob nedeljah zaprejo. Celo zadevo pa so bazirali na teh covid nedeljah, ki so za trgovino žal še vedno zaprte, še vedno imamo covid nedelje in sodimo v razred barov in diskotek, ki tudi ne morejo biti odprti ob nedeljah. Torej, kaj je Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije izpostavil kot ključni argumenti, zakaj se trgovine ob nedeljah v Sloveniji ne smejo, ne morejo zapreti? Kot prvo dejstvo smo navedli, da je v tem trenutku popolnoma iz strateškega vidika za slovensko gospodarstvo neprimeren čas. Slovenija, pa ne samo Slovenija, cela Evropa pravzaprav drsi v krizo, gospodarska rast je ohlajena, število brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje po zadnjih ocenjenih majskih podatkih je že čez 90 tisoč. Skratka, vsi ti elementi so elementi krize in menimo, da v teh kriznih razmerah bi morali vsi deležniki v Sloveniji, to se pravi in gospodarstvo, in sindikati, in politika stopiti skupaj in vso svojo miselnost, vse svoje ideje usmeriti v oživljanje gospodarstva, v gospodarsko rast, ne pa v slabšanje pogojev poslovanja, kot bi se zgodili za trgovino, če bi le te ob nedeljah zaprli. Očitek sindikatov, da je v trgovini tako ali tako 7 tisoč premalo ljudi in da se soočamo z pomanjkanjem, ne drži. Če primerjate podatke Zavoda za zaposlovanje marec-april, boste ugotovili, da je tam kar 3007 prodajalcev, ki so ostali brez dela, v letošnjem letu, če sem zelo eksaktna, več kot 2000. To pomeni, da kljub ukrepom države, ki so bili pravi, seveda, to je ukrep in čakanja, pa kasneje tudi čakanja na delo, pa kasneje tudi ostali ukrepi so rodili določene sadove, vendar ne povsod. Zato je rezultat tega 3007 prodajalcev, ki so bili konec meseca aprila po uradnih podatkih Zavoda za zaposlovanje brez posla. In se tako poklic prodajalec uvršča na drugo mesto po tistih poklicih, kjer ugotavljamo največjo stopnjo brezposelnosti. Zdaj, druga posledica zaprtja trgovin ob nedeljah je upad prihodka. Na Trgovinski zbornici Slovenije smo ga ocenili na 10%, izhajajoč iz dnevne prodaje, iz dnevnih prihodkov trgovine na drobno in teh 10% upada prihodka pomeni na drugi strani tudi presežek delovne sile. Torej tistih dodatnih, ki bodo ostali brez zaposlitev, teh pa je nekje 12 tisoč.
Trgovina na drobno je tu še prav posebej direktno izpostavljena. Trgovina na drobno od vseh 35 milijard prometa, kolikor trgovina v Sloveniji ustvari, predstavlja 13 milijard in pol. Zakaj to posebej izpostavljam? Zato, ker vedno, ko rečemo trgovina na drobno, imamo v mislih živilsko trgovino in pa te sisteme, kamor hodimo po kruh in ostale živilske proizvode, pa temu ni tako. Ta živilska trgovina predstavlja od teh 13 milijard v bistvu samo 3 milijarde. Vse ostalo pa je druga trgovina na drobno. In tu bo udarec pravzaprav najhujši, posredno pa bo udarec tudi v trgovini na debelo, ki pravzaprav to maloprodajno mrežo tako ali drugače oskrbuje. Da je temu res tako, potrjuje tudi analiza, ki jo je Trgovinska zbornica Slovenije naredila med svojimi člani, s tem, da smo upoštevali geografsko raznolikost in pa tudi, da smo dali zavestno poudarek malim in mikropodjetjem. Njihovi odgovori so še nekoliko slabši, skratka, da bo promet padel več kot 10%, nekateri ga ocenjujejo celo na 40%. To so predvsem tiste trgovine v turističnih naseljih, ki pravzaprav živijo od vikend turizma, sobot in živijo od nedelj. Tu je tudi upad delovne sile, pričakujejo nekoliko večji, kot je sicer značilen za povprečje celotne trgovine. Zanimivo je tudi to, da kar 80% oziroma 81% vseh anketirancev, torej vseh vprašanih, meni, da se bo samo majhen delček tega nedeljskega izpada prerazporedil na druge dneve v tednu, vse ostalo pa predstavlja odliv kupne moči, seveda v tujino. Namreč naj na tem mestu izpostavim, ko sem že rekla tujino, kakšna je pa ureditev obratovalnih časov v drugih državah Evropske unije. Po sedanji ureditvi je samo 5 držav, Slovenija je 5., ki imajo, to je tudi grafično prikazano na panoju, ki imajo omejitve obratovalnega časa in pa dela ob nedeljah. Poleg Slovenije so tu še Grčija, Avstrija, Nemčija in pa Belgija. S tem, da te omejitve niso absolutne, v Sloveniji pa je absolutna omejitev za delo ob praznikih, ampak so zelo relativne. Določene države imajo odprte trgovine ob avtocestah in v turističnih krajih, določene države v turističnih krajih. Grčija, na primer, za celo obdobje turizma, turistične sezone, kar vemo, da je tam od meseca februarja pa do oktobra oziroma novembra, skratka praktično celo leto. In konec koncev lahko ugotovim na osnovi teh argumentov, da ima Slovenija zdaj pa po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine, ki je veljavna in velja do konca leta 2022, pravzaprav najbolj restriktivno urejen obratovalni čas. Danes v Sloveniji delavec lahko dela največ 20 nedelj v letu, kar pomeni nekoliko manj kot 2 nedelji v mesecu, in pa ne sme delati, takrat so trgovine v Sloveniji tudi zaprte, 15 praznikov, ki so v kolektivni pogodbi taksativno našteti. To je generalna restrikcija in v pogajanjih za sindikati pred 2 leti smo se dogovorili tudi za izboljšanje pogojev dela,
Povečali smo dodatke vsem zaposlenim za nedeljsko delo, tako da je kolektivna pogodba dejavnosti trgovine, kar se tiče dodatkov za nedeljsko in praznično delo, najboljša od vseh kolektivnih pogodb drugih dejavnosti v Sloveniji. To so bili dogovori za sindikati pred 2 leti in ti dogovori veljajo do konca leta 2022. In da se vrnem zdaj nazaj na sedanje razmere in pa na željo in predloge nekaterih, da se trgovine ob nedeljah zaprejo, kakšne bodo seveda še posledice. Posledice, sem že rekla, za zaposlene bojo na eni strani, da se bo oblikoval določen višek, presežek zaposlenih, na drugi strani pa tisti, ki pa bodo zadržali svoje službe, pa bodo imeli tudi manjše plače. Namreč sedanji dodatek za nedeljsko delo v osebnem dohodku, ki ga bodo prejemali v bodoče, ne bo več prisoten. Res je, da so bile do zdaj te COVID nedelje krite z kriznim dodatkom, ki ga je predpisala država, torej parlament v svojih protikorona ukrepih, vendar teče 1. mesec, ko kriznega dodatka ni, in teče 1. mesec, ko so nedelje zaprte. Torej, zaposlene v trgovini v juliju za junijska izplačila čaka prvi zelo, zelo negativni udarec. Tako, jaz bi s tem svoj uvod zaključila. Vkolikor boste imeli vprašanja na ta pogled, na to temo, ki sem jo predstavila, seveda z veseljem odgovorim. Zdaj pa predajam besedo naprej. Hvala. Vsekakor ta pričakovana gospodarska kriza ni dober tajming za predlagan ukrep vlade. Nedeljski nakupi se trenutno ne porazdelijo med druge dni v tednu. Poglavitna hipoteza, zakaj je temu tako, je verjetno, da gre denar v tujino, v Italijo, v Hrvaško, Madžarsko, ki nimajo teh restrikcij za nedeljsko delo. Nekaj pa zagotovo tudi gre na bencinske servise v Sloveniji. Zaradi narave, blaga, živilskih trgovcev, predvidevamo, da bo tudi prišlo do dodatnih završkov hrane v Sloveniji, ki jih bomo utrpeli, če nadaljujemo z zaprtjem nedelji. Volumensko to pomeni nekje 80 velikih tovornjakov dodatno zavržene hrane na leto. Kolektivni pogodbi trgovine je dogovorjen 100% dodatek za nedeljsko delo in veliko naših zaposlenih dejansko želi delati ob nedeljah. Kolektivna pogodba tudi zelo natančno določa dodatke in pa omejitve dela ob nedeljah. Kot sta pa javno poudarila pred mano tudi že gospod Čizmič in gospod Mervič, predlagan zakon s številnimi izjemami ni enakopraven, pravila naj bodo na trgu za vse enaka. Tudi z tega razloga verjetno vsi tudi med nami danes tle in vsi moji ostali konkurentje, predstavniki živilske trgovine, nasprotujejo noveli tega zakona. Hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa rada povedala pogled na trgovino z oblačili z vidika naših potrošnikov, kupcev. Ugotavljamo, da so nakupi oblačil nekaj, za kar si ljudje radi vzamemo čas in mnogo kdo med nami ima to zares ob nedeljah. In tako je obisk recimo v Emporiju v nedeljo tak kot v sredo, v torek, to se pravi enako kot običajen delavnik, s tem, da je trgovina odprta samo 5 ur. Če pa se obrnem na center mesta, na galerijo Emporium, tukaj imamo pa 14% nakupov ob nedeljah, s tem, da to niso samo tuji turisti, ampak da smo turisti vsi, tudi mi Ljubljančani pridemo v nedeljo na sprehod v mesto, ne vem, po nakupih, sedemo se ob Ljubljanici, ali pa nekdo, ki pride iz Maribora, iz Kopra na obisk Ljubljane, ga pokaže svojim otrokom. Mislim, da pri tem moramo povedati tudi to, da če teh nedelj ne bo,
bodo naši kupci, bomo razočarali, bodo odhajali drugam in pa tudi naši študentje, ki so radi delali v vikendih, bodo izgubili delo. In v zadnjih 20 letih smo imeli že večkrat in referendumske odločitve, večkrat je bila že tema zaprtje trgovin ob nedeljah. Mislim pa, da to, ko občani kot potrošniki pridemo v nedeljo po nakupih, da je to izkazana volja prebivalcev, kaj si zares želijo. Hvala lepa. Smo družinsko podjetje, sicer mikropodjetje z 7 zaposlenimi in 27-letnimi izkušnjami. V času epidemije COVID-19 smo se prvič soočili z zaprtim trgovinom v nedeljah. To nas je prizadelo iz različnih vidikov. Doživeli smo neke vrste šok, tako mi kot kupci. Naša politika poslovanja je, da se dela vse dni v tednu, saj so v našem kraju dežurna prodajalna, kamor se lahko ljudje odpravijo po najnujnejše stvari. Posredno za zaprtjem trgovin v nedeljah pada promet, pojavlja se vprašanje likvidnosti, nenazadnje tudi presežek delavcev. V našem primeru je sedaj 10% viška zaposlenih. Predvsem me moti aroganca politike v času, ko se sproščajo ukrepi sprejeti v času korone. Razglašeno je, da je konec epidemije koronavirusa, vladni ukrepi o prepovedi polnjenja pa so še kar v veljavi. Zagotovo ni večje zdravstveno tveganje za okužbo glede na dan v tednu, ko se prodaja vrši. Spoštovali smo in bili zadovoljni s kolektivno pogodbo iz leta 2018, kjer smo z dialogom vseh socialnih partnerjev dosegli zapisan dogovor. Zdaj ta naenkrat pogodba ne velja, ni normalno, da se enostransko odloča. Ko nekoga zaposlujem, ga zaposlim zato, ker ga potrebujem, ta oseba pa pozna, kakšen je obratovalni čas in kaj lahko pričakuje z zaposlitvijo pri nas. Ni nekega tehnega razloga, zakaj so nedelje in prazniki zaprti. Moti me tudi dezinformacije, kot na primer, da delavec za dodatnih 20 € ne bo delal v nedeljo. To ne drži. Za naše podjetje lahko zatrdim, da je plačilo za nedeljsko delo bruto 10,66 € za opravljeno uro. Od referenduma pred 17 leti se je marsikaj spremenilo, predvsem nakupovalne navade. Referendumsko vprašanje se je nanašalo tudi na 10 nedelj, ko pa bi trgovine ostale odprte. Menim, da take stvari politika ne bi smela posegati. Hvala. Dobar dan. Jaz sicer nastopam skoraj v 2 vlogah, kot direktor zadruge in kot trgovec. Zadruga je vsekakor podaljšana roka kmeta. Pri nas mi odkupujemo 90% tega, kar se na obali v 4 občinah proizvaja. Tega je vsekakor premalo, vendar. Zaprtje prodajnih kanalov kmetu, že ob obožjemu kmetu na obali, pomeni še en udarec kmetijstvu in to bomo zagotovo občutili. Videli smo pa pomembnost kmeta v prejšnji situaciji, v prejšnjih mestih, ko smo trepetali za samooskrbo in ali bo meja odprta ali zaprta, ali bomo imeli drugi dan moko in kruh ali pa ne. Obalo so prekupčevalci, so zasedli prekupčevalci. To veste vsi, verjetno ste videli tudi razne oddaje, so bile okoli tega in že 3 leta se kmetje borimo proti črni prodaji raznih pridelkov na obali, država pa z nami, vendar vsak dan vidimo nemoč države, saj 3 leta že se razni inšpektori bojijo s temi subjekti, ki enostavno izigravajo državo in prodajo mimo kmetom. Če zapremo trgovine, bo vsekakor v nedeljah veter v jadra za te prekupčevalce, bojo razširili malo ponudbo, namesto češenj pa jagode, bojo podali še paradajz, pa bučke, pa mogoče kaj drugega. Trgovci ob mejni se soočamo dnevno s konkurenco na drugi strani meje. Saj italijanski trgovci že zdaj polnijo poštne nabiralnike z obvestili o raznih popustih in akcijah v njihovih centrih. Sama izbira lokacij za postavitev teh centrov je jasno, pove, komu so ti centri namenjeni.
Zaprtjem trgovin v nedeljah bomo naše kupce, tisti, ki se pač odločijo za nedeljski nakup, bomo pahnili direktno v naročju obmejnih diskontov, tile pa bojo jih z veseljem postregli. Že danes COVID nedelje so malček smešne. Mi zapremo trgovine v nedeljo, da se ljudje ne bojo družili, po drugi strani pa kilometer nižje imamo center, v kateri se naši ljudje družijo, ker pač naše trgovine so zaprte. Brez dvoma sem pristaš poštenega plačila za pošteno delo. Zato sem z odobravanjem sprejel tudi zakon, ki nalaga dodatno plačilo nedeljskih ur, direktivo o tem, da so mamice oproščene nedeljskega dela, da je pač omejeno število dela in zaprtje med prazniki. Nisem pristaš trajnega zaprtja trgovin, ker sploh nas, obmejne trgovce, postavlja v neenakopraven položaj s tistimi, da moramo reči, v notranjosti, ki imajo do prve odprte trgovine par 100 kilometrov. Naši kupci jo imajo na 3 minute praktično. Mi ne bomo zakonom spremenili potroške navade. In če si bo nekdo zaželel trgovinskega vrveža v nedeljo ali pa tople žemljice, bo stisnil po gasu in bo šel v Italijo. Hvala. Za konec gospod Kukljen. Dober dan. Govori se, da smo se navadili, da ne rabimo več nedelje, da ne gremo v nedeljo več kupovati. Da smo se zdaj to v COVID času navadili. In jaz sprašujem, a je res temu tako? A to drži? Mi v tehnični trgovini prodajamo med drugim rešitve. Rešitve za izboljšavo vašega doma, za vaše delavnice, za popravilo vaših stvari. In ljudje, mi opažamo to pri naših kupcih, zbirajo ideje, razmišljajo, kako bi to naredili, in takrat, ko imajo čas, da ta projekt rešijo, ki traja več kot kuhanje kosila, se odločijo, da to delajo čez vikend, od petka do ponedeljka. Dostikrat je tako, da ne vedo, ali so pozabili, ali so narobe kalkulirali in kupijo premalo blaga ali pa kjer blago celo pozabijo. In ko so pred zaključkom tega projekta popravila, grejo po tisto, kaj so še pozabili, v nedeljo v trgovino. Vabim vas, da pridete enkrat, če bomo imeli spet odprto, v nedeljo pred odprtjem trgovine in boste videli, koliko ljudi čaka, ki točno ve, kaj želijo, grejo in kupijo to blago, da dokončajo svoj projekt, ki so si ga zastavili za ta vikend, oziroma da zaključijo popravilo, ki ga imajo. In to zelo manjka ljudem. Tako da jaz močno dvomim v izjavo, zdaj smo se pa navadili, da v nedeljah ne rabimo več kupovati. Zelo dvomim v to. Kaj se to za naše zaposlene tiče, je seveda čisto matematika. Če si delal 2x 2 nedelje, to pri nas predstavlja 14 ur, kje so te 14 ur? Teh treba nekam porazdeliti. Ali damo odpoved, ali te 14 ur prenesemo v teden. Če ga bomo prenesli v teden, tam imamo že zdaj zaposlene vse. To se pravi, bomo morali ta čas razporediti v mogoče neugoden čas za našega sodelavca, ki bo po zaprtju trgovin, govorim na pamet, ker še nismo se odločili, ampak lahko bi pomenilo, da se pol dela do 10 zvečer, do 11, da se trgovina polni, čisti. Vsekakor mi mislimo, in kakor jaz moje sodelavce poznam, je to neugodna rešitev. Tako da mi iz tehnične trgovine zelo zagovarjamo, da ostane ta odprta, iz razloga oskrbe prebivalcev, da lahko blago, ki ga rabijo za svoje projekte, za svoje popravila, ki ga sami delajo, ker žal, kot vsi veste, iz lastnih izkušenj je premalo obrtnikov, ki bi lahko to med tednom naredilo, zelo dolgo čakate na njih, delate to sami in zato imate samo čas soboto in nedeljo. In zaradi tega ne zagovarjamo zaprtje nedelje. Hvala. Mogoče bi za zaključek tega prvega dela pred vašimi vprašanji samo še eno informacijo dala, in sicer predsednik vlade kot tudi gospodarski minister sta nas v tem vmesnem obdobju vse skozi pozivala k socialnemu dialogu, torej k pogovoru z sindikati.
Mi smo dejansko na Trgovinski zbornici Slovenije pretekli petek predlog dogovora poslali na sindikalno stran, da bi nekako skupaj našli ustrezno rešitev v izogib vsem tem problemom, ki smo jih danes navedli. Vendar moram reči, da do danes odgovora se strani sindikata še nismo prejeli. Toliko. Najlepša hvala vsem za vaše argumente.